Živijo. Evo, danes sem pa malo drugačni jamarski opremi, oziroma jamarski drugačni opremi in z ekipo Borniških jamarjev in gremo pogledati v eno najdaljših jam v Sloveniji, Podpredjamski grad. Greste zraven? Dajmo. Evo, pa vstopamo v podzemno kraljestvo. Takole naša četica koraka. Gremo pogledati ene stvari, ki smo jih že pred časom zacahnili in bi znale podaljšati tole jamo, ki je sicer dolga slabih 17 km in upam, da se bo kaj videl, da bo kaj od videa. Tale začetni del jame je v bistvu tudi še turističen. Tukaj tudi, če boste šli kdaj v predjamo, v jamo pod Predjamskim gradom, vas bo tlele pelal. Bom tudi pokazal, dokje. Je pa to jama, ki je v več nivojih. In tu je eden od spodnjih nivojev. Malo bom prišel pa tudi do lojtre, ki pela v zgornje nivoje. No, tukaj je tamle gor se vidi lestve oziroma stopnice, ki grejo v zgornje nivoje jame. To so tisti netopirjevi rovi oziroma tudi nekateri deli pripeljejo višji pol tudi ven ob Predjamskem gradu. Drugače pa ta jama ni povezana z jamo za Predjamskim gradom. Tako da tukaj grejo pa turisti tudi gor, no. Turistični ogled jame gre tam gor. Tle naprej pa samo tisti malo bolj posebni ogledi. Tole smo pa zdaj pred ožino, skozi katero bomo prišli v Črno dvorano. To je pa ena, mislim, da največja dvorana v Predjamski jami. Zdaj smo pa v Črni dvorani. Sicer se ne bo kaj dosti videl, ampak res je ogromno. Pa bo pa še en vodni rov najdel, ki se pa dol spusti v tale del. In smo tamle dol prišli, vidiš štrik mogoče. Tle v Črni dvorani se pa razcepi na vzhodni rov, pa zahodni rov. In bomo šli v zahodni. Ob koncu dvorane se pa ločita dve poti v dva velika rova. En je vzhodni, gre tukaj dol. Mi gremo pa v zahodnega. Če kdo misli, da v jamah ni strmih bregov, se moti. Se je breznak, je napično. Drugače je tole zelo blatna jama. Klamfa, ti to že veš. Ti to že veš, da je to blatna jama. To je drugače zelo blatna jama in na koncu bomo vsi zelo svinjski. In zdaj se začenja ta blat. Tole po malo daljšem, po malo bolj takem spolskem spustu smo prišli v zavito dvorano. Kakšni kapniki.
Kakšna lepa siga. Ogromne dvorane. No, na tem mestu so pa lansko let, ko so bili 2-3 dni v jami, so tlele spali. Temu delu jame se reče pa Matterhorn. Samo na križišču smo in se malo posvetujemo, kdo bo kam šel, pa kam bomo sabo vzeli. No, takole, tukaj da smo pa zdaj pred Borovniškim rovom, pa ne bom šel dol. Evo, malo da pokažemo opremo, ko je. Koliko smo blatni. Bomo pa še več gor pokazali. Preveč blata je, da bi tle še snemal. Takole. Evo, notri je bilo toliko blaten, da nisem mogel snemati. To so pa te zadnji borci, ko so ven prišli. Je bila pa odprava uspešna. Tako da smo našli nekaj novih rovov. Stay tuned. Takole, da malo posnamemo, kako izgleda oprema, kako bo to pol oprati. Obvezna oprema. In obvezna oprema, vrečke za smeti, da gre ta svinarija noter. Evo, zdaj smo mi že v civilu, pa bom še ekipco predstavil, sicer je en že šel. Amadej, da malo pomahi. Peter, predsednik, resen gospod, Sine, Razem, Primož, tega modela pa že poznate. Klamfa. Drugače, akcija je bila, tako kot sem rekel, ful uspešna, smo kar nekaj novih rovov odkrili, nekaj blata smo ven prinesli. Zdaj, koliko bi vse tisti kop rekli, koliko metrov novih, koliko smo? Pri nas 70. 71, v dveh ekipah smo bili, ena je 70, pa še ene dobre 100 metrov, pa ene 10 kg blata smo vam prinesli, tako da to je to. Pa najdli smo, to pa moramo povedati, hutrov, širili cel dan, da smo razširili. Smo polovink naredili. Take ožine, in potem smo prišli v eno ogromno dvorano, mislim, to ogromno. In potem smo gotovili, da je to naše izhodišče bilo, da smo tam že bili. Da smo tam že bili. Taka jamarska, če ste mislili, da je to tako jamari, da je to Postojnska jama, pa to ni čisto tako, je približno takole. Če greš pa tam na tiste jame, ki je pa čisto noter v kanin, pa to tam te pa zebe ka psa. To je to. Nič, imejte lep dan še naprej, pa se vidimo. Čau!